poznavalca krščanstva na slovenskih tleh v tem obdobju, kot ga mi zdaj obravnavamo. Obenem pa vemo, da je kot najboljši poznavalec gotovo tudi s kritičnim očesom in ušesom prisluškuje vsem tem debatam, ki se nanašajo prav na njegovo specialno področje. Emonska cerkev v Hieronimovem času njena notranja moč. Seveda ne more drugače, kot da se ustavi nekako širšem pogledu na tedanje razmere, torej tudi geografsko širše, se pravi, da postavimo tukaj neke okvire. Kaj se je takrat sploh dogajalo na slovenskih tleh in da se pravzaprav takoj tudi seznanilo z dejstvom, da so bile poleg Emone tudi druge krščanske občine in da nekaterih pravzaprav še več vemo kot o emonski. Tako da mislim, da je to nujno spada zraven, da dobimo neke okvire oziroma da nekoliko lažje zaznavamo, kaj je pravzaprav bila sploh krščanska Emona. Kako je z začetki krščanstva na slovenskih tleh? Proti koncu prvega začetku drugega stoletja so nastajale krščanske občine po mesti cesarstva, predvsem tam, kjer so bile močne prometne povezave. Sredozemska pristanišča so bila seveda glede tega najbolj prometna in tam je tudi nastaje prve občine. Današnje slovensko zemlje je znotraj cesarstva imelo izjemno pomembno strateško in prometno lego. Vedno znova moramo priklicati to dejstvo, da je to bila najkrajša in najhitrejša kopenska povezava med vzhodom in zahodom, vzhodnim in zahodnim delom cesarstva. In tu so prav ob tej poti so tam mesta in obenem krščanske občine, škofijska mesta, Petomijona, Celeja, Emona. Obenem pa preseneča dejstvo, da o začetku krščanstva na današnjih slovenskih tleh, da do zadnjega velikega preganjanja kristjanov, do spisa Viktorina Ptujskega, proti koncu 3. stoletja nimamo neposrednih zanesljivih virov. Začetki krščanstva torej so nedvomno na naših tleh, so nedvomno zaviti v kopreno. Da tih moramo predvsem na osnovi pojavu krščanstva v neposredni soseščini. In obenem nam govori tudi o izhodiščih. Precej splošne ugotovitve o širjenju krščanstva smemo prenašati tudi na naša tla. Najprej so se z njimi seznanili kraji v prometnih povezavah. Nosilci so bili posamezniki, kot misionarji, trgovci, vojaki, ki so krščanstvo posredovali spet posameznikom, predvsem družina. Družina je nedvomno bila najpomembnejši nosilec krščanstva in tudi širitelj krščanstva. Oglej je kot veliko upravno vojaško in prometno središče že v predkonstantinski dobi vidno vplival na razmere v krajih ob tako pomembni cesti, kot je bila tale povezava pomembne Staronije, v Ilirik, se pravi zahod, kratko malo do zahodnega dela cesarstva proti vzhodu. Izročilo, ki se za najzgodnejši čas zavito v legende kaže na možen začetek krščanstva v tej severno-jadranski metropoli ob koncu 1. stoletja, verjetneje v začetku 2. Nedvomno pa je znano krščanstvo vsaj okrog leta 200. Do takrat je vse tudi tukaj vse še bolj na nek način zavito v kopreno. Na kasnejšem slovenskem naselitvenem ozemlju imamo pa potem, gotovo z določenim zamikom, imamo zanesljiva izhodišča nekoliko kasneje in se nanaša predvsem na preganjanje kristjanov v dobi cesarja Dioklecijana. Gotovo je tukaj najbolj znana z določenimi razlogi
krščanska skupnost v Petovijoni. Petovijona je bila morda celo največje mesto na kasnejšem slovenskem naselitvenem področju. Njeno podobo moramo kolikor toliko rekonstruirati, predvsem s pomočjo ohranjenih del pomembne zgodovinsko izpričane osebnosti škofa in močenca Viktorina Tujskega. In tu se srečamo seveda s Hieronijem. Hieronim leta 392 v svojem spisu Deviris Illustribus, on namen kratko zapiše, Viktorin Petovijonski škof ni enako dobro znal latinsko, kakor grško. Zaradi tega se zdijo njegova dela velika v mislih, manj vredna pa v slogovnem oziru. Ta dela so naslednja. Komentarje Genezi, Eksodu, Levitiku, Izaiju, Ezekijelu, Pravokapu, Predikarju, Visoki pesmi, Janezovem Razovetju, proti vsem herezijam in številna druga. In na koncu je bil kronan z mučeništvom. Toliko torej Hieronim o Viktorinu. Z tega Hieronijevega zapisa seveda ne vemo, ali je bil Viktorin prvi petovijanski škof ali je že predhodno. Analiza Viktorinovih spisov pa nujno vodi do sklepa, da je krščanstvo v Petovijoni moralo živeti že vse 3. stoletje. Da ima torej krščanska skupnost v tem mestu svoje začetke vsaj okrog leta 200. Če ne celo prej. Očitno je ta skupnost razpolagala z zadostnimi materialnimi sredstvi, da je lahko vzdrževala stike z drugimi krščanskimi skupnostmi na Balkanu in v Italiji. Zelo verjetno pa tudi na vzhodu in morda celo v Afriki. Viktorin se je namreč pri svojem delovanju lahko opiral na bogato knjižnico krščanskih spisov, predvsem grških, v manjši meri pa tudi latinskih. Iz njegovih del bi mogli sklepati, da je poznal in uporabljal številne Origenove spise, potem spise mučenca Hipolita, rimskega, potem Ireneja Lionskega, pa tudi Afričanov Tertuliana, Minucija Feliksa in Ciprijana. Še posebej je treba poudariti, da je bil Viktorin prvi latinski razlagalec svetega pisma. Napisal je komentarje k 10 svetopisenskim knjigam. In je tako postal gotovo izredno pomembna osebnost, namreč kot prvi poglavitni posrednik grške teološke misli Origena Hipolita na področje latinskega sveta. Iz Viktorinovih spisov moramo vsaj posredno sklepati na nekatere značilnosti petovijonske krščanske skupnosti. S tem pa seveda tudi na značilnosti krščanstva v širšem področju, kako rečemo na današnjem slovenskem področju. Ena najznačilnejših potez v življenju petovijonske krščanske skupnosti je njena arhaičnost, ki jo označuje zaostajanje za razvoj teološke krščanske misli v tedanjem krščanskem svetu. Petovijana je seveda bila kar precej oddaljena od glavnih središč, krščanskih središč na vzhodu, pa tudi v Rimu in Afriki. Poleg tega je ležala v pokrajini, ki je bila izrazito vojaškega, manj pa gospodarskega in še manj kulturnega pomena. Kdo je prinesel krščanstvo te kraje, iz Viktorinovih spisov ne moremo razbrati. Protikrivoverska nastrojenost pa kaže, da so morali petovijonski kristjani poznati nevarnosti krivoverstev in da je bila njihova skupnost precej stara. Njene korenine so gotovo segale v čas okrog leta 200 ali celo še nekoliko prej. Takrat so namreč doživela razmah krivoverstva, ki je Viktorin precej napadal. Jedro petovijonske krščanske skupnosti je sestavljal deloma latiniziran imigrantski grško-orientalski element, kar se odraža v duhovni in študijski usmerjenosti njenega škofa. Priseljeno italsko in domače latinizirano prebivalstvo je bilo zelo verjetno deležno Viktorinove misijonske dejavnosti. In najbrž spada v okvir prizadevanju po uveljavljanju krščanstva med večinskim prebivalstvom tudi pisanje v latinščini namesto v njemu lažji in bližji grščini. Krščanska skupnost v Petovijoni
je živela pod vtisom preganjanj. Viktorina na nekaj mestih v svojih spisih omenja preganjanje kristjanov in se sklicuje na tiste, ki to preizkušnjo pogumno prenašajo. In v celoti je bila ta skupnost precej nagnjena k asketizmu. Viktorin rad tudi spregovorijo in tudi obsoja vse vrste slabih kristjanov. Največje mere naklonjenosti so v njegovih spisih deležni vztrajni, neustrašeni, ponižni kristjani, ki nosijo v srci globoko vero. Iz njegovih spisov so vidne tudi zelo razvite postne navade, ki so bile nedvomno značilne za petovijonsko krščansko občino. Viktorin imenuje dva postna dneva, sredo in petek. To je bilo običajno pravzaprav v vsem krščanskem svetu in to tudi utemeljuje. Potem pa omenja tudi sredo kot postni dan in utemeljuje, pravi, da je v sredo bil Jezus izdan in prijet, da je umrl. In kaj se je dogajalo potem po letu 300 oziroma po koncu preganjanja Diokleciana oziroma sploh po milanskem ediktu leta 313. Od takrat se je gotovo krščanstvo širi bolj intenzivno in zasledimo imena stalnih škofijskih sedežev, poleg Petovijene tudi Emono, Celejo, na Koroškem Buntu, Eurnijo, Virunu. O času nastanka krščanske občine v Emoni, podobno kot o Petovijonski, lahko zgolj ugibamo. Glede na zunanje okoliščine v tem delu rimskega cesarstva, pa se mi bo sklepati, da med njima ni moglo biti kakšnih večjih časovnih razlikov. Zanesljive zgodovinske veje o krščanski Emoni sicer poznamo nekoliko kasneje kot petovijonske, ki so povezani z Viktorinom, vendar pa ti dovolj jasno izgovorno pričajo, da je v času njihovega nastanka, torej nastanka teh virov, emonska krščanska skupnost bila že utečena, to se pravi utečeno krščansko življenje te skupnosti. Gre za nekaj kratkih, pa vendar dovolj zgovornih spisov iz druge polovice 4. stoletja. Sveti Hieronij, najbrž doma nekje v okolici Ilirske Bistrice, je emonsko krščansko skupnost očitno dobro poznal, bil je z njo povezan. Po študiju v Rimu, potoval po Galiji, potem bil v rodnem kraju, vzdrževal stike z asketi v Emoni, potem tudi izpuščave večkrat pisal. Odpravil se na bližnji vzhod, bil v Antiohiji, potem v Atiški puščavi, okrog leta 376, pisal več pisem v Emonu, hrani sta pa dve pismi. Pismo Devicam v Emoni in pa pismo menihu Antonu. Jaz ne bom v celoti prebral teh pisem, je pač v Hieronimovem stilu, ker namreč najprej pove v svojem stilu nekaj kreklih besed, tele skupini devic, samo kakšna beseda iz tega pisma. Pravi tudi javna grešnica je solzami močila Gospodu noge in psi jedo drobnine svojih gospodarjev. Zveliča sam ni prišel klicati pravičnih, ampak grešnike, da potrebuje nam zdravike zdravi in rajši ima Gospod pokoro grešnikov kot smrt. Pa spet naprej, da apostol celo pravi ničesar ne sodite in vedno naprej, kdor stoji in gleda ne pade. Drugače sodi, predrage sestre, človeška zavest, drugače Kristus, njegova sodba ne razsoja, tako kakor na tolcevanje v kotu. Vasi katera pot se ljudem zdi pravična, ki se kasneje izkaže, da je krivična. Potem pa menihu Antonu, tudi seveda značilen tak, lahko rekli, biblični uvod v stilu Hieronima, potem pa nam konstole, ker nam pravzaprav najbližje pokaže Hieronima samega, pa tudi tega ne meniha. Pravi že 10 pisem, če se ne motim, polnih vljudnosti in prošenj sem ti poslal,
ko se tebi niti zganiti ne ljubi. Gospod se meni s svojimi hlapci, ti, brat, pa bratu ne daš besede. Prehudo zabavljaš, mi porečeš. Veruj mi, če bi mi čut za dostojno pisanje ne branil, bi ti v svoji nevoli takih nadrobil, da bi mi začel odgovarjati, vsaj iz jeze. Ker pa je jeziti se človeška slabost in ne delati krivice, krščanska krepost, se vračam v prejšnji navadi in te zopet prosim, bodi prijatelj in sohlapec privošči sohlapcu besedo. Vsekakor lahko ugotavljamo, da v pismih, v teh dveh ohranjenih pismih, ne najdemo nikakršnih otipljivih podatkov o življenju teh oseb. Hieronim pač omenja, da tukaj so, da je večkrat pisal, pa se priporoča, da bi mu spet pisali. Pač pa zato ti dve pismi nam pa zelo nazorno povesta nekaj, namreč, da je ta skupnost, ki ima svoje prve korenje v začetku 3. stoletja, krščanska občina, po velikih Dioklecijanovih preganjenih se je močneje okrepila in v polovici 4. stoletja delovala kot razgibana, urejena in duhovno močna krščanska občina pod vodstvom škofa. Na njeno prizadevanje, na njeno razgibanost, prizadevanje za poglobljeno duhovno življenje vsekakor kaže dejstvo, da znotraj romunske krščanske občine obstajajo manjše skupine moških in žensk, ki so si z izbrano obliko asketskega življenja prizadevali za čim bolj poglobljeno osebno vero. Tako zasledimo namreč v krščanskih občinah, ki imajo že nekaj časa, recimo stoletno tradicijo. In gotovo nam je sta ti dve ohranjeni pismi zelo jasen pokazatelj, da je v Remoni krščanstvo obstajalo že, jaz bom kar rekel, davno prej, preden imamo mi tukaj pisane vire, predvsem poleg Hieronim piše, ali pa udeležba škofa Maksima na sinodi v Ogleji v Akvileji. Tu bi kratko opozoril sploh na asketsko življenje v tedanjem času, na to prakso. Izhodišča in utemeljitve za poseben asketski način življenja najdemo že v Svetem pismu. Omenja ga znano pismo papeža Klemena, konc 1. stoletja. Didahe piše o potujočih asketih. Ignacij Antiohijski pozna skupino Bogu posvečenih devic. Kasneje znani cerkveni pisatelji v različnih oblikah asketskega življenja radi vidijo nekakšno popolno nadomestilo za mučeništvo. O teh Bogu posvečenih osebah moškega in ženskega spola nekateri zapišejo, da jim bo dodeljena corona virginitatis, tako kot je bila mučencem dodeljena corona martiriji. In v njih vidijo najpopolnejšo pojo za Kristusom. Glede mesta ali pomena asketskega življenja znotraj cerkvene občine nam nekaj povedo, ali posebno so zgovorili zapisi rimskega duhovnika Hipolita v spisu Tradicijo apostolika, ki je pripravil kmalu po letu 200. Gre za vrsto navodil, ki govori o pripravi na krst, o obhajanju Euharistije, o podeljevanju cerkvenih služb, o posvečevanjih. O ureditvi krščanske občine bi po Hipolitu lahko pripravili naslednjo shemo. Na vrhu sheme je škof, na vrhu občine, ki ga izvolijo vsi člani cerkvene občine. Vsi verniki občini volijo škof. Potrdijo ga pa škofje sosednjih cerkvenih občin. Škof vodi bogoslužje, je prvi oznanjevalec in podeljuje odvezno. Korpus klerikov po posvečenju sestavljajo prezbiterji in diakoni. Znotraj celotne skupnosti vernikov delujejo nekatere skupine, subdiakoni, lektorji, vdove in device. Hipolit torej dobro vidi, predvsem v skladu z vzhodno tradicijo, da imajo znotraj cerkvene skupnosti svoj prostor tudi posebne skupine, ki želijo živeti poseben asketski način življenja. Pri tem pa je zelo pomembno, da živi in deluje znotraj skupnosti, torej pod vodstvom in nadzorom krajevnega škofa. Se pravi, tisto, kar se takrat že vsaj okrog leta 200, vse bolj uveljavlja v celotni cerkvi, najprej seveda na vzhodu,
na vzhodu, vzhodnem področju cesarstva in cerkvenih občin na vzhodu, se vse bolj prenaša tudi na zahod. To se pravi, to se uveljavlja tudi v teh cerkvenih občinah na slovenskih tleh. No in za Emono imamo prav tole Hieronimovo pričevanje. In je gotovo, smemo domnevati seveda, da je ta razcvet bogoljubnosti v emonski krščanski skupnosti, da je gotovo treba povezati z dejavnostjo, gotovo mirno dejavnostjo škofa Maksima, njega, on je kot prvi po imenu znan in zanesljivo zgodovinsko izpričani škof Emone. Čeprav tako kot glede Viktorina v Petoviju, ni jasno, da tudi glede Maksima v Emoniju lahko ugotavljamo, glede na vse okoliščine, da je ena in druga občina morala obstajati že zdavnaj prej, preden sta nastopila svoje delovanje ona dva. No, Maksima najbolj poznamo seveda po njegovi udeležbi na Oglejski sinodi leta 381, ko razpravljajo glede arianizma, imamo tudi njegovo izjavo zapisano Paladi, ki ni hotel obsoditi Arijevega bogokletstva, marveč se je sam pridružil, je po pravici in zasluženo obsojen. To bi Bog in tudi vest vernikov ga je obsodila. Torej, to je izjava emonskega škofa Maksima in tudi na koncu je njegov podpis Maximus Episcopus Emoniensis. Potem imamo seveda glede Emone številne tvarne vire, mnogi, ali pa domneva večina od vas te tvarne vire dobro pozna in istočasno lahko tudi naj omenim, da istočasno poznamo na slovenskih tleh tudi druga krščanska središča, poleg Emone, Petovine, tudi Celejo z lepimi mozaiki, cerkev zgrajena morda v začetku 4. ali vsaj 5. stoletja, potem Teurija na Koroškem, Agunt pri Liencu. No, zotrstvo krščanstva po Emoni arheološki viri še posebej jasno izpričujejo leta 1969, odkrita krstilnica skupaj z ostanki škofove hiše, bazen za krščevanje, značilen osmerokotni. Tudi to dejstvo, vidite, da imamo v Emoni osmerokotni krstni bazen, samo pa sebi zelo značilno. Namreč, vedite, ko človek bere razne priročnike, razne priročnike umetnosti zgodovine, potem pa najdeš pri nekaterih raziskovalcih, gruntajo, kdo se je pa zmislil, da krstilnice gradijo obliki osmerokota. To je na temelju stare, pravzaprav najprvotnejše teologije krsta. Kristjani pojmuje takole čist kratko. V Svetem pismu beremo, Bog je ustvaril svet v 6 dneh. To je to znano 6. dnevje. Potem 7. dan je Bog počival. Kot 7. dan pojmujejo obdobje, odkar se pojavi človek na tem svetu, pa do Kristusa. Potem se pa Kristus, druga Božja oseba v človeči, in z njegovim prihodom na ta svet začenja 8. dan. In s krstom se pa človek vključi, sprejme Kristusovo odrešenje, vključi se v 8. dan. Pa to so krštilnice, vse povsod osmerokotne. Ja, tu bi lahko še nekaj spregovoril o Emoni, pa potem arheološka odkritja govori o antični krščanski občini v Celeji, ko se je arheologinja Lazarjeva piše precej o tem, tukaj je bila pravzaprav velika cerkev, približno 13x29 metrov, 29 metrov dolga, odhranjen je starokrščanski baptisterij na Vukčevi ulici, ravno tako seveda osmerokotni bazen. Potem imamo ohranjenih celo vrsto imen kristjanov iz poznejše antične dobe, Justinus Diakonus ali pa potem zakonski par Marcellinus Virtuarissimus.
et amoncia femina carissima in še cela vrsta teh imen. Potem pa tudi Cranium in Incarnium. Pozno antični dobi je tudi bila cerkev s krstilnico, osmerokotno obliko, spet imamo osmerokotno obliko, tako kot Emoni, Celeni. Stal je na mestu, ki je danes v glavnem pokriva župnijska cerkev Svetega Kancijana. Pri tem se postavlja vprašanje, ali se je emonski škof v neveljih časih obdobno umaknil v trjeno in varnejše naselje na Karniju. Cerkev je osmerokotna krstilnica s prizidjeno apsido, je po mnenju raziskovalcev znamenje, da je vsaj občasno tukaj bival škof, ali pa celo, da je bila tudi to ena od krščanskih občin, to se pravi starih škofijskih sedežev. Pa ne sklenem samo še spet s svetim Hieronimom, kako piše, kaj se potem dogaja. Pravi, 20 let in več teče vsak dan rimska kri med Carigradom in Julijskimi Alpami. Dežele so Trigota, Sarmata, Alana, Kuna, Vandala, Markomana, ki prostošijo, mučijo in plenijo. Povsod je čanje, povsod stok revežev in smrt v mnogih oblikah. Rimski svet se prodira. Življenje cerkve na slovenskem naselitvenem področju je spela s tem bilo resno okrnjeno, postopno škofijski sedeži ugasnejo, pač pa, kar je pomembno spet in spet poudarjati, krščanstvo s tem nikakor ne zamre, ampak se ohrani na drugačen način in to nam najnovejša arheološkega odkritja zelo dobro spričujejo. Poznamo celo vrsto tako imenovanih kastelov in sem prepričan, da jih bo arheologija še veliko odkrila. Krščanstvo se vsekako ohranja in prenaša v tisto dobo, ki se v zgodovini še zmeraj imenuje pokristjanjenje kristjanov. Jaz mu pa rečem, da je to drugo pokristjanjenje, ker prvo izhaja iz teh staroselcev, ki so bili kristjani in oni so bili prvi posredniki krščanstva našim slovenskim.